Lepo pozdravljeni. Uradno začenjamo današnji dogodek, torej že 8. dan vključujoče informacijske družbe, se opravičujem. Torej, mi smo danes, vsi smo danes mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Nenazadnje se bomo pogovarjali o izjemno pomembnih stvareh, seveda za digitalizacijo človeka, družbe, kaj hočemo v fokusu, zakaj se zavzemamo in kakšne so naše vrednote. Vse to in še več danes v okviru informacij o odprtokodnih programih in storitvah, ki jih vam bomo predstavili člani oziroma predstavniki članic te mreže. Za začetek pa lepo vabim na oder gospoda Jurija Krpana iz Galerije Kapelica oziroma Zavoda Kersnikova, ki je tudi članica mreže, da nas vse lepo pozdravi in nagovori. Hvala. Ja, ne vem, s čim sem si zaslužil ta privilegij, da vas nagovorim, ampak je privilegij, že 8-krat smo se zbrali, tako da ta naša mreža, to naše druženje ni otrok svojega časa bila takrat, ampak očitno, da neka potreba po tem mreženju je. Zdaj, nekaj ne bi jaz uvodoma rekel na temo digitalne suverenosti in potem še nekaj na temo digitalnega središča. Kar se suverenosti tiče, je treba poudariti, da je to en tak zelo velik wishful thinking celotne družbe, za katerega pa mislim, da smo nevladni sektor kot neka organizirana oblika civilne družbe dobesedno odgovorni, da se zgodi. Mi smo tisti, ki moramo zahtevati, da se nas sliši, da se nas posluša in da se nas vključi v načrte, kako bomo živeli skupaj z računalniki, z mrežo in z vsemi storitvami in produkti, ki izhajajo iz tega. Seveda, mi smo tiste organizacije, ki pa poskrbimo za to, da tisti, ki so vključeni ali pa tisti, ki smo vključeni, da nekaj o tem vemo, da smo opolnomočeni, smo seznanjeni s temi stvarmi in da dejansko, ko govorimo o skupnostih, temu se zdaj času primerno reče pametne skupnosti, običajno odločevalci, ko vključujejo ljudi v pametne skupnosti, vključujejo župane, s katerimi se menijo, komu bojo kaj prodali, kdo kaj kupil, koga je treba zlobirati in tako naprej. Mi imamo recimo prav zdaj situacijo v Velenju, kjer smo imeli pred skoraj 2 mesecoma neko okroglo mizo, pametna mesta in skupnosti, kjer smo se dobili s kabinetom župana, kjer smo se dobili z bivšim ministrom Boštjanom, mislim, da je Boštjan Koprivnikar, ki je zdaj najemna sila v Velenju in ki jim pomaga z digitalizacijo, in kjer smo odprli celo vrsto tem o potrebah ljudi, o načinu, kako vključevati skupnost noter. In kaj pravzaprav je pametna skupnost kot floskula in kaj je pametna skupnost kot dejansko aktivna, participirajoča družba. No in kaj se je zgodilo? Tam smo se sicer na začetku malček tako na trdo zagrabili, ampak potem mislim, da smo se kar fino ujeli, da je bila njihova pozornost kar dobro prepoznana, zelo so dvignili obrv, kaj vse mi lahko tukaj kot nevladniki naredimo na tem področju. No in prejšnji teden dobimo mail, kjer nas vabijo na seznanitev načrta za digitalno preobrazbo Velenja, kjer mi lahko tudi kaj rečemo. In seveda zdaj si lahko predstavljate, kako to izgleda. Tam je pač naj bi bila neka množica ljudi, lahko vam povem, da jih je bilo 8, kjer so potem v zelo prijateljskem vzdušju pokramljali malo o tem, kar je do zdaj napisanega. Ampak to seveda ni vključevanje civilne družbe v pripravo dokumentov. Mi nismo
tam samo zato, da dvigujemo roke. Ne? Nas morajo aktivno povabiti zraven. Zdaj pa tako, ne, da bi nas lahko aktivno vabili zraven, moramo mi predvsem povedati, da smo mi sposobni aktivne udeležbe. Ne? In zdaj, vsak posameznik je premajhen za to, da bi lahko bil slišan. In zato se moramo združiti v mrežo, zato moramo biti povezani v mrežo, da lahko oblikujemo svoja stališča, svoje mnenja in ne nazadnje tudi svoje zahteve, s katerimi lahko mi stopimo v decision making, v odločevalske procese. Zdaj me pa to pelje v naslednjo točko, ne, ker res je, da smo se 8-krat že dobili, a to pomeni, da že 9 let obstajamo. No, in nekako to otroško fazo smo preživeli, ne, in letos je vzniknila ideja, da bi mi vseeno to našo mrežo formalizirali na tak način, da bi ji dali tudi telo. Ne, da bi ustanovili digitalno središče, da bi imeli nek svoj prostor, kjer bi se mi zbirali seveda sami in kjer bi skupaj lahko delali, ne, različne dejavnosti, ki jih sicer opravljamo, predvsem pa kamor bi mi vabili te različne deležnike, ne, od odločevalcev do ostalih članov civilne družbe in kjer bi mi dejansko lahko artikulirano, sistematično delali na vključevanju, povezovanju v upeljevanje digitalne sfere v naše življenje, zaradi tega, ker seveda mi ne vidimo to samo kot sebe, samo kot uporabnike, ne? Mi ne vidimo sebe samo kot nekoga, ki živi s tem, ampak vidimo ta potencial v temu svetu digitalnega in mi vidimo, kako družba, pa tudi posamezniki se razvijajo s tem, ne, ko evoluirajo, gre za evolucijski proces. Tukaj mi smo dobili mogočno orodje v roke in zdaj ga je treba začeti uporabljati. Ne, obeti, ki so bili na začetku interneta, če se spomnite, so bili tako rekoč utopični, ne, vsak človek svoj medij in demokracija, sesuli se bojo centri moči, in tako naprej, ne, in kaj se je zgodilo, zaradi tega, ker pač smo mi mislili, da se bo to zgodilo samo od sebe, kar se ni, ne, razen trivije, ki jo je ogromno, ne, in ki je postala že ekološki problem, so spet centri moči bili tisti, ki so prepoznali kapaciteto tega orodja in ne, so spet ti centri moči tisti, ki jahajo to mogočno orodje. Tako da mi kot nevladniki na zelo različnih segmentih vstopamo v družbo. Mislim pa, da je na našem pladnju še kar nekaj in da bi se morali večkrat dobiti, ne samo enkrat na leto. To, kar smo delali recimo zdaj online, je bilo v redu, ne, smo se ohranjali pri življenju, smo se prešteli vsako toliko časa, ne, ampak za neko resno, sistematično delo pa je potrebno imeti nek urnik, neko agendo, neke prebojne točke, ki jih moramo osvojiti in s temi iti na plano, zelo prepoznavno s svojim telesom. Govorim iz izkušenj, ki jih imam iz društva Asociacija, to je društvo, ki povezuje nevladne organizacije na področju kulture in posameznike tudi, ne, in tudi tukaj mogoče je še en prostorček, ki ga lahko odpremo, da nismo samo mreža NVO, ampak da smo vključujemo lahko tudi posameznike, ki si želijo aktivirati, ne. In dokler smo mi bili vsaka nevladna organizacija posamezno v razmerju recimo do ministrstva, do lokalnih skupnosti po celi Sloveniji, do raznih strateških načrtov, ki so se delali od Evrope pa do dejansko vsake vasi, smo bili sicer poslušani, ampak ne uslišani. Kadar pa imamo asociacijo, in to je zdaj že 25 let, ne, smo postali aktivni
in prepoznavni sogovornik. Ne? Vedno nas, ko se zgodi neka odločitev, ki poseže v strukturo kulturnega prostora, vprašajo za mnenje tudi predstavnike asociacije. In ti predstavniki asociacije so poučeni zaradi tega, ker se mi, ki se dobivamo, ne, na, recimo, del je, da se dobivamo na mesečni bazi, ne, po potrebi, pa tudi večkrat. In žal je ta potreba, je teh potreb preveč, ampak se dobimo, se zmenimo in imamo potem našo predsednico, ne, in naš office, ki stopi pred kamero in ki to pove. Ne. Seveda, to ima vedno, oziroma ta aktivnost ima vedno dva konca. Ne. Z eno, seveda, si ti poslušan, ne, na drugi se pa seveda vzpostaviš kot tisti, ki lahko tudi dobi po buči, ker je preglasen. Ne. To je pač, ampak to se je zgodilo v demokraciji že v antični Grčiji. Ne. Oni so postavili agoro, kjer je lahko vsak vse povedal, ne, pol pa v času helenizma, vsak, ki je kaj rekel, so ga počakali od zadnje ulice in se ga fajn prebutali in potem ni bil več moteč faktor. Ne. In tako se nam dogaja še danes, ampak v resnici, če smo povezani, je to bistveno drugače. Ne. Če mi kot asociacija smo jih dobili po buči zelo velikokrat, po posameznikih, po točno določenih bučah, ne. Ampak kljub temu je ta kritična masa, ki stoji za njimi, vedno puščala sporočilo, ne, da mogoče bo en posameznik, ki je izgubil financiranje, recimo zginil iz radarja, ne, ampak je tukaj mreža, ki še živi in ki bo še delala. Tako da jaz mislim, da je treba to idejo o digitalnem središču zelo resno vzeti, tudi mogoče potem v enem trenutku razmisliti o profesionalizaciji. Ne. Mi smo to dosegli najprej s članarinami, potem pa je ta office se tudi prijavil na različne razpise takih podobnih mrež in zdaj imamo redno zaposlenega 2 človeka, ki na vsak najmanjši simptom odgovorijo, nas alarmirajo, nas kličejo, oblikujemo mnenje in svoje stališče in takoj, ne šele takrat, ko dobimo rezultate razpisa, ampak že takrat, ko se recimo začne razmišljati o tem, koliko bo v proračunu namenjenih za nevladni sektor. No, tako da jaz sem oddelal svoje. Hvala. Najlepša hvala, Juri. Odprl si veliko izjemno zanimivih tem. Lepo je videti tudi publiko, ki se strinja s tem, kar je povedano na odru, ko vemo, da ni vedno temu tako. Zdaj pa takole, se bomo pa premaknili še na bolj vsebinski del in sicer bo najprej bomo obravnavali del, ki smo ga naslovili Digitalno suverena družba. Na tem delu bosta v bistvu krajši predavanji izvedla magister Simon de la Corda in pa gospa Elisa Lironi. O njiju malo več v naslednjih trenutkih. Želim samo povedati to, da ja, torej, kot vidite na zaslonu, na platnu, digitalna suverenost civilne družbe v razmerju do oblasti, ekonomije in tehnologije. To je tema, ki nam jo bo predstavil zdaj gospod de la Corda. Izvolite. Lep pozdrav. Maša, hvala. Juri, tudi tebi hvala za te zelo zanimive razmišljanja, ne samo na temo digitalne suverenosti, mene se predvsem dotaknilo to, ko si govoril o mreženju nevladnih organizacij. Ta nek skupinski moment, včasih se zdi, da nam nevladnem sektorju manjka. Tudi konkretno naša mreža, je to, da lahko iz prve roke govorim o svoji izkušnji, kako je koordinirati, skušati po najboljši moči povezovati eno vsebinsko mrežo, ki konkretno nima dobenega financiranja, pa hkrati potem združuje 32 nevladnih organizacij, ne so bolj ali manj aktivne in potem skuša ravno to doseči, kar dela asociacija na nek dolgi rok, tako da Juri, hvala za tole. Moja tema danes se bo pa nanašala na ta tvoj prvi del, bolj digitalna suverenost. Jaz bi v teh 10 minutah predvsem želel okviriti zelo nasplošno, kaj je to digitalna suverenost. To je nek koncept, ki se zdaj v zadnjih letih pojavlja dosti v medijih, pa tudi v strategijah, politikah, odločevalcev in zato mogoče fajn,
da imamo neko skupno tako predstavo, sicer mečkam površno, ker ne mogoče vse zajeti, ker je bolj, ko greš in medija, res najbolje nekih vprašanj se postavlja, ampak predvsem želel to postaviti, kaj je to digitalna suverenost in pa predvsem kaj pomeni z vidika, zakaj pomembna za nevladne organizacije. Ne. In bomo potem v nadaljevanju našega dogodka bo potem še tako potekala okrogla miza, pa tudi za mano sledijo predstavitve projektov, ki bojo to temo potem na posameznih segmentih še mečkam bolj natančno predstavili. Tole struktura moje predstavitve, zelo na kratko na uvodoma, kaj je suverenost, kaj je digitalna suverenost, potem pa te tri elemente, ki želim z vami mečkam izmenjati tudi poglede, pa različne interpretacije, kaj je digitalna suverenost, v katerih segmentih je pomembna za civilno družbo, pa za nas posameznike. Ne. Tukaj en segment je ta do oblasti, ne. Jurij je že povedal en primer v Velenju, potem drugi segment je segment do ekonomije, do gospodarstva, to vprašanje neprofitnega sektorja, do odnosa do trga, do profitnega, je zmeri bolj se mi zdi aktualno in se ga tudi zavedam v nevladnem sektorju. In pa tretja je pa ta tehnološki element, ki pa gre bolj na to ožji pomen digitalne suverenosti, ki se tudi nanaša na tehnološko suverenost. Tukaj je pa ta rdeča nit današnjega našega dogodka, ki se tiče pa prostega programa in pa storitev oziroma odprtokodnih programov in pa storitev. Tako, če jim zelo na kratko, suverenost, koncept suverenosti v osnovi pomeni ta klasični koncept pomeni, da ima nek suveren, ali je to neka politična skupnost, ali je to država, ali je to nek suveren, ki obvlada fizični prostor, teritorij. To je bila ta klasična predstava, ki je vezana predvsem na nacionalno državo. Zdaj z globalizacijo, z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij, računalnikov, svetovnega spleta, se je pa ta koncept suverenosti začel spreminjati. Tudi države vse težje kontrolirajo te svoja tradicionalna ozemlja. V neki točki so začeli govoriti o krizi nacionalne države, čeprav zdaj, če smo malo sarkastični, vidimo, da te krize praktično ni, ker hitro se nacionalne države spustijo kakšne vojne, bolj vidimo, da je ta teritorij še vedno en segment. In seveda potem za suverenost teh držav je pa ta digitalizacija predvsem problematična iz treh vidikov. Ne. Prvi je ta vidik, katere države imajo dostop do ključnih tehnologij digitalizacije, ne, da sem naštel tam v drugem odstavku. Se pravi, a država ima dostop do razvoja, do teh potencialov 5G omrežja, kvantnega računalništva, proizvodnje mikroprocesorjev, to je zdaj taka zelo zanimiva dilema za Evropsko unijo, ali ima Evropska unija kapacitete, da zgradi, razvija svoje računalnike, problem čipov, mikroprocesorjev. Kajti ta tehnološka suverenost pomeni to, da ima država kapacitete za tehnološki razvoj, ki se potem kaže pa v gospodarskem razvoju. Ne? In potem imamo ekonomijo, gospodarstvo in seveda potem so cel ta koncept potem delovne sile, zaposlovanja in seveda povratno izplen davkov iz tako razvite digitalne ekonomije. Ne? To je v bistvu digitalna suverenost je kot strateški izziv za vsako državo. Potem omenil sem gospodarstvo. Drugi del digitalne suverenosti držav je problematičen oziroma izziv iz vidika, ali ima država neke konkurenčne prednosti na trgu digitalnih platform. Tukaj vidimo, da Evropska unija je zelo odvisna od digitalnih platform, predvsem ameriških in pa kitajskih internetnih podjetij in tudi evropski uporabniki. Mi kot Evropejci v bistvu uporabljamo te aplikacije, storitve in z to uporabo generiramo neke procese, neko akumulacijo kapitala, ki pa se ne generira na ozemlju Evropske unije, ampak gre potem ven iz Evropske unije. To je pa potem vprašanje, tretji nivo digitalne suverenosti, vprašanje, kako obdavčevati te transakcije, te storitve, ki niso vezane na teritorij. Potem vidite, kako se Evropska unija prizadeva, kako išče načine, kako obdavčiti ta internetna podjetja, ki jih ne morejo obdavčiti, ker nimajo sedeža v Evropski uniji, izvajajo pa storitve Evropske unije, potem ta dilema. To je recimo z vidika držav, je ta vprašanje digitalne suverenosti pomembno in zato ni bilo presenečenje, da je nemško predsedovanje 2 leti nazaj dalo to digitalno suverenost kot ključni strateški cilj digitalne politike Evropske unije, kateri bo vse nek način podrejeno. Kar je bilo pa zanimivo, vidite, v teh premislekih se ne pogovarjamo o civilni družbi, se ne pogovarjamo o uporabnikih, posameznikovih, v njihovi digitalni suverenosti, se pa tudi to zgodi, da je potem znotraj nemške družbe, ker Nemčija kot taka je zelo močna v teh, bi rekel, civilno-družbenih
razmišljanjih, tudi na področju odprto kode prostega programa, so rekli Nemci, dajmo se še poleg podjetij pa držav pogovarjati tudi o digitalni suverenosti civilne družbe. Ne? In to je pa ravno tukaj, ki pa zdaj pride ta naš dogodek, pa ta naš pogled nevladnih organizacij, da vidimo, kaj je pa tukaj pomembnega še dodatno. Ne? Ja. Zdaj, jaz bi tukaj zelo na kratko šel čez te 3 segmente. Digitalna suverenost civilne družbe odnosa do oblasti, do tehnologije in pa do ekonomije. Če pogledamo odnos do oblasti, imamo to klasično dilemo. Vsaka oblast želi na nek način z bolj direktnimi in nedirektnimi metodami kontrolirati tisto pozicijo, ki jo ima. Je to ideološka pozicija in s tem tudi potem seveda ali bolj avtoritarna ali bolj demokratična, temu prilagaja orodje, kako tudi kontrolira neko javno mnenje v civilno družbo. Ne. Zdaj, vprašanje odnosa do oblasti se zmeri nanaša na vprašanje, kako država izvaja digitalni nadzor. Ne? In ali smo ljudje digitalno suvereni pred tem državnim nadzorom. In vidimo tukaj, da v bistvu tako demokratične kot avtoritarne države izvajajo digitalni nadzor, s tem, da je na primeru Kitajske, ko imamo to totalno centralizacijo nadzora prebivalstva, ne moramo ravno primerjati z nekim tem zahodnim svetom, kjer so še neke varovalke, ampak kljub temu se je po Ameriki zgodil primer Snowden, ker je prišel takrat po 11. septembru ravno ta prevlada nadzora družbe v zameno za varnost. In je bilo potem to vprašanje, Snowden je ravno to dilemo odprl, koliko, kje je tisto ravnotežje v demokratični družbi med zasebnostjo in pa varnostjo. Zadnja taka izkušnja, ko imamo tudi Slovenijo s to dilemo, je bila pa COVID situacija, ker smo zopet bili na tej dilemi, ali mi obvezno začnemo oblasti razmišljati, prejšnja vlada o tem, ali bo ta aplikacija za sledenje socialnim stikom obvezna uporaba za to, da bomo lahko šli preko meje občin, se pravi nadzor, zato da bomo lahko čim hitreje prišli iz te zdravstvene krize. Pa smo tako videli, da sta bila še tista 2 vala. Potem ta digitalni moment tukaj mogoče niti ni odigral tiste ključne vloge za preprečevanje širjenja okužb, ampak je bil bolj generiral neko nelagodje, nek strah, pa tudi nezaupanje do oblasti in do teh tehnologij, ki so uporabljene na tak način. Se pravi, ta razmerje do oblasti je zmeri vprašanje te varnosti pa zasebnosti in pa tudi kako potem država uporablja različne principe profiliranja. Videli smo tudi na protestih v Sloveniji, kako se je pa preko iskanja informacij družbenih profilov iskali pobudnike, pa tisti, ki so sodelovali v teh protestih, pa nekatere tudi so pa dobili tudi kazni. To je ta, bi rekel, vprašanje digitalne suverenosti. Kako to nasloviti? Jaz sem nas večkrat omenil vprašanje regulacije. Zelo pomembno je, da imamo v demokratični družbi močno regulacijo in pa nadzorne institucije, ki neodvisno kontrolirajo državo, da ne posega v zasebnost posameznikov. Hkrati pa tudi mi kot državljani imamo na voljo orodja, pa znanje, pa informacije, kako se tudi sami sebe zaščitimo. Tukaj v tem primeru gre tudi za uporabo teh šifrirnih aplikacij, orodij, pa za aplikacij za kriptiranje komunikacije. Mogoče še to, ko sem omenil, mi smo tudi naše mreže eno stališče dali v zvezi s to aplikacijo takrat za sledenje stikov, ker smo izpostavili predvsem te 4 elemente, da mora biti sorazmerna, zaupanje v javnosti mora generirati, mora biti družbeno sprejemljiva in pa takrat je problem, predvsem pri starejši populaciji, marsikdo ni imel pametnih telefonov in so pa rekli, kako si boste vi ta app naložili na pametni telefon, pa boste pa tam izključili en velik del starejših občanov, da sploh, ker ne bo imeli te aplikacije, če je bila seveda obvezna, da ne smejo, pa ne bi mogli iti prek občinskih meja. To so neke stvari, ki se dostikrat ne upoštevajo, ko govorimo o teh ukrepih. Gre na pa drugi del, odnos do ekonomije. Tukaj gre predvsem za to digitalno suverenost občanov in pa tudi civilne družbe pomeni, kakšno imamo mi avtonomijo, da lahko sami odločimo, kako se upravlja z našimi osebnimi podatki. Osebni podatki, podatkovna ekonomija, to je zdaj nek glavni steber tega digitalnega kapitalizma in vidite, kup enih poslovnih modelov se na to dela, tudi potem v pametnih skupnosti, pametnih mestih. Različne aplikacije gradijo na tem, da so zastonjske v zameno za to, da mi damo potem en del teh nekih naših osebnih podatkov in imamo potem od tega večje ali manjše koristi. Tudi tle je treba biti previden, predvsem, ko govorimo o platformah, ki so izven evropskega področja. Tukaj se Evropska unija predvsej pogaja skuša z kitajskimi pa ameriškimi ponudniki teh storitev
kako zaščititi evropske potrošnike, da ne grejo evropski podatki ven in se potem zopet izven Evrope generira ta kapital. Tukaj mislim, da Evropska unija skuša gledati eno tretjo pot, se pravi ta tretjo evropsko pot digitalne preobrazbe, ki je drugačna od centralizirane Kitajske, totalnega nadzora, po drugi strani pa tudi bolj humano tega ameriškega, tehnoentuziastičnega, neoliberalnega, v trg usmerjenega gospodarstva, tudi za ceno nekih teh človekovih pravic, pa tudi socialne države. Seveda problem tega evropskega modela je pa ta, da v teh pogojih turbokapitalizma ni konkurenčen. In zdaj seveda ta težava, ki je zdaj Evropa išče to ravnotežje, odločila je za to pot, da gre postalo človeka v središče digitalne preobrazbe, temu tudi sledita tale zadnja dva akta, akt o digitalnih storitvah pa digitalnem trgu, za bolj pošteno pa varnejše spletno okolje. Zdaj, kaj tle lahko mi naredimo kot uporabniki, predvsem da krepimo svojo digitalno pismenost o tem, kako funkcionirajo digitalne platforme, da razumemo modele, algoritmov v zadnjih, da vemo, kaj tisti naš klik na nekem socialnem mrežju pomeni, pa kdo od tega zasluži in kaj dejansko imamo mi potem, imamo sploh od tega kakšno korist. Tole je tudi v bistvu eno, če bo koga več zanima, se lahko pogleda, tudi vprašanje, govori se o politični ekonomiji digitalizacije. Se pravi, kakšne so potem te posledice za socialno pravičnost pa razmerja znotraj družbe. Vemo, da ta digitalna ekonomija omogoča, recimo, primer poslovnega modela digitalnih platform je to, da lahko relativno majhno število ljudi servisira milijon drugih ljudi. In ta milijon ljudi generira ogromno kapitala za to majhno skupino ljudi. In se potem zaradi tega digitalnega platformnega kapitalizma se tudi širijo potem ta socialni gap med tistimi, ki so deležni dohodkov, pa tisti pa, ko niso. In zato je še toliko bolj pomembno vprašanje, počasi zaključim, vprašanje distribucije dobičkov, ki izhajajo iz digitalne ekonomije. To je pa tudi povezano pa z digitalno suverenostjo. Še zadnji del, to do tehnologije, ki je rdeča nit današnjega dogodka, se pravi vprašanje digitalne suverenosti izmedo tehnologije. To gre pa za samostojno pa formirano odločitev civilne družbe, uporabnikov, posameznikov, da se sami odločimo, kakšno strojno opremo uporablja, kakšno programsko opremo, kakšne storitve in pod kakšnimi pogoji. Zdaj, v nevladnem sektorju imamo tukaj eno dilemo, pa ne samo tudi druge, tudi občinske uprave, ministrstva, državna uprava, tudi podjetja, ta fenomen vendor lock-in, se pravi priklicev na prodajalca. Se pravi, ko si ti kot uporabnik priklenen na neko točno določeno storitev, programsko, strojno opremo ali digitalno storitev, ki si za to, da je seveda kupiš licenco, si plačan, ampak pod določenimi pogoji lahko potem to uporabljaš. Poleg tega, da plačaš, se ti še dostikrat ta storitev jemlje tvoje podatke nekje tam v ozadju. In je seveda potem vprašanje, ne samo koristi od te storitve, ko imaš, ampak kakšen model zasebnosti se moraš temu odločiti. In zdaj tukaj je ena dilema nevladnega sektorja, ko prihaja nevladni sektor različne donacijske sheme, računalniških programov, storitev, ki jih kontrolirajo multinacionalke in potem pod zelo nizkimi, pa skoraj zastonjskimi cenami dajo tako, v smislu neke družbene odgovornosti, to zaprto kodno opremo v nevladni sektor. Seveda s tem ne samo, da ohranjajo svoj položaj na trgu kot monopolisti, tudi potem gradijo nek občutek te družbene odgovornosti za tiste svoje poslovne modele v ozadju, ki so pa mogoče etično sporni, ker temeljijo na nekih monopolih, ali pa davčnemu izogibanju in tako naprej. Mi smo morali tudi mi kot nevladne organizacije biti tudi kritični. Če se že v poslanstvu zavzemamo z neko socialno pravičnost, trajnost, odprtost in tako naprej, pa je tudi smiselno razmisliti o uporabi programske poslovne opreme, ki temelji na istih etičnih izhodiščih. To je tak mogoče motiv tudi, da mogoče nevladne organizacije kritično premislimo svoje pozicije, ne samo preaching, da tudi doing, konkretno na to, za katero programsko opremo se odločamo. In tukaj bi danes bilo tudi naše sporočilo tega dogodka, dajmo razmišljati o uporabi odprtokodne programske opreme. V drugem delu dogodka bo predstavljen prek naprosten.si, ki bo to zelo natančno, podrobne predstavil. Še ena informacija, mi smo v okviru naše delovne skupine za prostor programe pa storitve pri mreži, kateri predsedujoči je Matija Šukle, so predsedujoči pa Kristjan, naslovili na službo za digitalno preobrazbo Slovenije en dopis za pobudo za vključitev odprtokodne programske opreme med stroški na javnih razpisih.
Zdaj po 2 mesecih od tega dopisa nismo dobili odgovora, nas smo še en spomnik, tudi nismo dobili odgovora, tako da nam že malo postaja jasno, da mogoče to stvari niso na ravni neke politike, zdaj v nekem horizontu, ampak ne bomo obupali. Tako, za zaključek, se pravi, dajmo biti kritični pa reflektivni do teh tehnologij, ki jih dobimo tako na računalnikih, ki jih uporabljamo vsak dan. Še enkrat poudarjam, mislim, da je potrebna močna regulacija digitalne preobrazbe, vseh teh segmentih digitalne soverenosti, ki sem jo izpostavil, krepiti digitalno pismenost, predvsem z vidika ozaveščenosti, o etičnosti, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki jih uporabljamo. In pa še to, jaz mislim, da bo tudi eno polje, ki ga tudi že Juri omenil, digitalnega središča, ta steber odprtokodnega programa, pa tudi se mi zdi, da je pomemben razvojni element za nevladni sektor. Tako da se opričujem, ko si vam večkrat dlje, ampak to stvari je zapovedati, ampak še več bo pa ostalo tudi za moje govorce za naprej. Tako da, hvala za pozornost, pa se veselim pa razpravljati. Najlepša hvala, Simon. Vse, kar si povedal, je res. Aha, z nami je pa že super. Hello, Elisa. Aha, just a second, so we do the sound. Se pravi, vidite jo, vsak trenutek, ki boste še slišali, to je gospa Elisa Lironi iz Evropskega, se pravi, European Citizens Action Service, oziroma ECAS. Hi, Elisa, can we hear you? Hello, yeah. Oh, excellent, excellent. Welcome and thank you for joining us at our event of our network of inclusive information society. We're honored to have you here. Unfortunately, I can't show you the audience, but there are, we'll try anyway. Okay, thank you. Real people listening to you. Excellent. Well, without further ado, I would like to invite you to please present your presentation. Thank you. Okay. So I have some slides, but I think that it's okay if I don't share them, so you can just follow what I'm saying. Thank you again, Simon, for inviting me here today. So my name is Elisa, and I work for the European Citizen Action Service, which is an NGO based in Brussels. And basically for 30 years already, we have been empowering citizens to exercise their rights in the EU. So last year, as you probably know, there was the launch of the conference on the future of Europe by the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. And basically this was a moment for citizens to gather through citizens panels to give recommendation on EU policies. At that time, NGOs all across Europe decided to create what is called the Convention for Civil Society on the Future of Europe, which is basically a coalition of more than 80 NGOs all around Europe to work together to give recommendations to this conference on the future of Europe. ECAS is in the steering committee of this convention, this coalition, and basically what we did was that we started leading a working group together with different NGOs on coming up with digital recommendations for Europe that could feed into the process of the Conference on the Future of Europe. So how did we do this process of collecting recommendations of NGOs on digital policy? We basically went through 4 phases in which we were collecting ideas through an online platform of civil society's recommendations. Then in the second stage, we selected the ideas through a voting system. We allowed civil society organizations to vote for the best recommendation. And then we came up with a text altogether, especially with 15, let's say, hardcore civil society organizations as the working group members. We worked together. Simon was also included in this working group. And we came up with recommendations that then were fed into the working groups of the Conference of the Future of Europe. So in the Conference of the Future of Europe, what happened was that citizens' recommendations were took up by institutional actors, so the Commission, the Parliament, the Council,
And we all work together, also with civil society, in order to come up with the final recommendations that were presented on the 9th of May, even by Ursula von der Leyen. So today I will just be going through what are the recommendations from civil society organizations to Europe around digital policies. So there are 5 different subjects that we touched upon. The first one was digital democracy. The second one was digital education. The third one was digital safeguards, so what regulations should be implemented. The fourth one was about defending digital rights and freedoms online. And the fifth one was digital economy. So of course, with 10 minutes, I won't be able to go much into detail of all of these subjects because we have a huge paper, but Simon will definitely share the final recommendations to every one of you in the conference today. So just to tell you what we really were fighting for at the civil society level. First of all, across these 5 topics, there were certain challenges. And I think that civil society organizations agree that the most important thing is the values that we want digital transformation to have at the EU level. And what are these values? The values that we want is basically a digital transformation that leaves no one behind. Because most probably you know that there's a big still digital gap between those who have access to the internet and those who don't. And what we want to see in what the European Union calls the next digital decade is that all citizens in Europe have access to free, affordable internet. And we have actually proposed this to be a fundamental right of every EU citizen. And this was actually picked up then also by the recommendations in the final working group. So it is very important to have a digital democracy that is inclusive and accessible. And this means that everyone from migrant backgrounds, from the homeless people, single mothers, people with disabilities, everyone should have the possibility to access technology, to access the internet, and to use these tools, especially when these services now are all online of the government. So in digital democracy, for example, we spoke a lot about e-government services, so public administration services. Are they accessible enough for everyone to connect online, for example, with their identity card, their electronic identity card, and to actually access? And the answer is no. So we are trying to strive for providing public services that are fully accessible, and also to use civil societies by providing civil society organizations with more funding so that civil societies can help the digital transition, and to make sure that civil society also support citizens in this digital transition. Another important aspect that we were talking about was about open source and how we think that e-government public data and documents, national, regional, and local level, should all be accessible according to the Web Accessibility Directive and usable in open formats. And the content should always be user-friendly in terms of languages. And a call for action, so a recommendation, is really to ensure that publicly financed software produced for the public sector in e-government solutions is always made available, for example, under free and open source software license. Now, when we talk about digital democracy, apart from e-government services that should be always fully accessible, we also talk about e-transparency, so making sure that access to information is always available. That means that if you're a citizen and you want to know more about a legislative procedure, you should have access to this information 24 hours and 7 days over 7. So this is something that we're working hard for, to make sure that the EU understands that there should always be transparency of information. And a third thing that is very important between the interactions of citizens and governments is e-participation. So all of those channels that allow citizens to work together with politicians and representatives on creating laws together
or for example, signing a petition, signing a referendum, or also participating in participatory budgeting exercises, and also crowdsourcing ideas for policymakers. We think that at the moment at the EU level, there's not enough ways for citizens to actually participate. The only real way for our representative democracy at the moment is elections, of course. Every 5 years you need to elect for the new European Parliament members. But there is so much more that citizens could actually do together with their representatives to create policy together. So this is around digital democracy. On digital, let's go to digital economy now, which is a bit complicated, but there are also certain actions that have been proposed. So to basically support people to use banking systems, to make sure that there are corporate tax rules which are harmonized also in Europe, to establish a pool of advisors that can help small companies. So we talked a lot about small and medium enterprises and supporting them. And also we talked about cryptocurrencies and how there should be a regulation around cryptocurrencies to make sure that there's a single taxonomy and that we also regulate cryptocurrencies and so on. Quickly on digital rights, which I think is very topical for this conference. Digital rights is about defending rights online and freedoms online. And here there were certain calls of actions, especially for a stronger e-privacy regulation. So as you can see, digital sovereignty is also about the sovereignty of data and of citizens' right to protect their own sensitive information. And we have come across some issues at the EU on where, for example, certain algorithms kept certain data that can actually be led to discrimination. For example, people with disabilities sometimes access online platforms that have infrastructures to help them access. But at the same time, those algorithms are keeping the information of the citizen that that person has a disability. So we had all sorts of interesting conversations on how we can make sure that algorithms and AI do not discriminate based on the data that is kept on people with certain sensitive data and issues. So there are also other things around encryption. We want to make sure that it's protected. And one very, very hot topic was about surveillance and facial recognition technologies. Now, facial recognition is obviously used by many politicians as a way to counter terrorism. But of course, there is a fine line between facial recognition technologies and also using it and misusing this type of technologies to identify certain people and also to classify these people as, for example, in some sort of list. So there is a big debate across civil society organization on where can we use this type of facial recognition technology and should we ban them completely. So these are all of the topics around digital rights. And there were many more, but we can send them also later. Then there are digital safeguards, so meaning the type of regulation and directives that we want the EU to reinforce or to put in place. And we talk about cybersecurity, artificial intelligence, online disinformation as well, but also the integrity of elections, online hate speech, so everything that is around also illegal content online. And here we have some proposed actions around AI. So the problem of artificial intelligence is that sometimes it's very important and very difficult to understand when can we use AI just on its own and when do we need a human intervention to make sure that what the AI produces is actually always verified by a human being. So we also had this type of conversation among civil society, and we came up with a general recommendation that the EU should have a framework in place with specificities on different types of ways of using AI and algorithms, and when there should be a human intervention to not only check the outcome of the AI or the different types of stakeholders that should agree on how algorithms should be put in place.
So this was a big conversation, of course, you can imagine. And always we have proposed to have technical policy and financial support to civil society organizations that are countering online disinformation and hate speech, because we think that this is also a big problem. We can see it also with the invasion in Ukraine, on how online disinformation keeps being also a problem, and it is important to make sure that citizens are always aware of what the sources are of what they read online. And actually with this, I would go directly now to give you some last recommendations around digital education. Because if we want citizens to participate in digital democracy, digital economy, be part of public services, understand their rights, everything goes back to digital education. And when we talk about digital education, we're talking about teaching citizens not only to have certain technical skills, but also soft skills. So also critical thinking is a very important thing for citizens to learn and to understand that sources that they see online need to be verified and they need to check multiple sources. So the recommendations here are to fund programs for civil society organizations to support formal and non-formal digital education, so both at school but also beyond school curricula, and also to train teachers better, train public administration better, and also to make sure that there are more informal education trainers in this regard. So I hope that in 10 minutes I managed to cover the most important issues, and of course we will send you the more thorough recommendations so that you can also check what civil society has been fighting for, to making everything more inclusive in Europe for citizens. Thank you very much. Thank you too, Elisa. It was very succinctly put, a lot of information in a very short amount of time. See that you're breaking new grounds on every step, and we wish you all the best and lots of luck and support from us at your future work and your organizations. So thank you for collaborating with Cooperating, and we wish you all the best. Thank you very much, and I wish you a great conference and Thank you. continuation. Bye-bye. Bye. Evo, Elisa Lironi, zelo energično predstavljena, tudi zelo upwards and onwards, kot se temu reče, usmerjeni. Tudi mi smo sodelovali z mrežo tam. Zelo so pač res ena organizacija, ki je izjemno vključujoča, in vsekakor bomo še komunicirali tudi v mreži na njihove teme. Zdaj se pa gremo naprej, seveda vsekakor, in bomo predstavili najprej projekte nevladnih organizacij, ki so v bistvu za digitalno suvereno prebivalstvo, torej namenjene predvsem suvereni digitalizaciji vseh članov prebivalstva. Na kratko bomo predstavili projekte, ki so jih prijavile na razpis Ministrstva za javno upravo članice naše mreže. Tako da prva članica, ki jo pozdravljam, je Zveza društev upokojencev Slovenije. To je najštevilčnejša nevladna organizacija v Sloveniji. Tako, z nami je pa gospa Mateja Strašek, kar izvolite na oder. To imamo zdaj. Dobar dan, pozdravljeni. Zahvaljujem se za povabilo, ker sem zelo vesela, da lahko predstavim naš projekt z nesrečnim ali pa srečnim imenom Digitalno vključeni, stvar percepcije. Nesrečni po eni strani zato, ker vsi pravijo, to je pa digitalni bon, dajte mi več povedati. Srečno pa zato, ker imamo potem priložnost, da povemo, kaj je cilj našega projekta, tako da tisto, kar bom jaz v 10 minutah ali manj, da boste imeli še čas za vprašanja, predstavila je zakaj, kdo in kaj delamo in kaj so naši izzivi. Tako da ozadje malo je pomagala korona, zato ker smo ugotovili, da starejša populacija nad 65 let je izključena ali je nesrečna, čeprav takoj roka na srce ne smemo vseh starejših nad 65 let, ki jih imamo več kot 600 000 v državi, naših članov,
je več kot 180 tisoč. Niso vsi enaki, niso homogeni. Imamo digitalno pismene in ne razumem, boljši? Dobro. Niso vsi digitalno pismeni, eni so pa izjemno digitalno pismeni, tako da moramo paziti, koga naslovimo in zakaj. Večina jih pa je nekako odrinjenih na rob, predvsem v času korone smo videli, da so bili tista nesrečna tarča, ki so bili najbolj izpostavljeni in zato so bili najbolj zaprti in najbolj osamljeni. In sploh, če niso imeli digitalnih znanj za povezovanje, je bila zadeva še mnogo hujša. Tako da to je tisto, zakaj ta projekt, koga naslavljamo, kaj želimo, zato ker vemo, bolj ko so ljudje vključeni, bolj najdejo smisel v svojem življenju in bolj so aktivni, povezani, delujejo in skratka boljša kakovost življenja. To, kdo, kot rečeno ZDUS, naša številčna organizacija, tako da naš prispevek bo predvsem ljudi, ki jih želimo digitalno opismeniti, pridobiti, da bosta naša projektna partnerja Simbioza lahko izvajala usposabljanja, delala na platformi, tako kot tudi Zavod Izris, ki bo pripravil e-storitve, e-vsebine, da bo na ta način usposabljal predvsem ne samo naše člane, ampak vse, ki so starejši od 65 let. Pridružen član je Andragoški center, ki nam je priskočil na pomoč z izpolnjevanjem standardiziranih vprašalnikov o sposobnostih starejših, v tem smislu, kako se starejši učimo, zato ker starejši se učimo drugače, na drugačen način, z drugačnim načinom komunikacije. In to je zadeva, ki je izjemno pomembna, ko delamo s starejšimi in jih želimo digitalno opismeniti in vključiti v družbo. Tako da to so definitivne zadeve, ki jih bomo naslovili, kot rečeno, zakaj to delamo, dve glavni zadevi, zato ker socialna izključenost starejših pomeni, da jih še bolj odrivamo na rob in pa se pravi medgeneracijski digitalni razkorak se povečuje. Imamo zdaj neke srečne naveze med recimo dedki, babicami in vnuki, medtem ko otroci pa starši nekako ne deluje pri opismenjevanju, tako da bomo poskusili tudi te zadeve definitivno povezati, vključiti, zato ker vemo, IKT napreduje zelo, zelo hitro. Vsakič, ko mislimo, da smo že dosegli vrh, napredujejo naprej. In povem, da če imamo mi konstanten napredek v tehnologiji, imamo tudi konstanten razkorak. Ker na eni strani govorimo o digitalnih domorodcih, na drugi strani govorimo pa o ljudeh, ki so zdaj upokojeni in se niso v svojem aktivnem življenju nikoli srečali z IKT-jem. In zdaj jim tako zelo radi potisnemo v roke pametni telefon ali pa tablico, da so nam dosegljivi, ne vejo pa, kako naj upravljajo. Ker po eni strani otroke učimo, kako morajo čez cesto hoditi, za digitalno tehnologijo pa mislimo se, če damo stvar v roke, bojo že vedeli, kaj naj z njo počnejo. Tako da to zadevo naslavljamo in ključne aktivnosti, ki jih bomo v projektu izvedli, zakaj sem izpostavila pilotno skupino? Zato, ker nam je izjemno pomembno, da storitev, ki jo bomo razvili, da je dejansko uporabna za našo ciljno skupino. Ne, da nekaj razvijemo zato, ker mi vemo, kaj starejši potrebujejo, ampak vse to, da bojo starejši povedali, to je tisto, kar potrebujemo in na ta način bomo razvili oziroma že delamo na novi spletni platformi, ki bo namenjena starejšim, se bom potem še malo več povedala, in pa dve vrsti usposabljanj. Prvo usposabljanja, ki jih bomo že začeli septembra letos, so usposabljanja za uporabo pametnega telefona, tablice in pa virtualnih srečanj, se pravi Zoom, Jitsi in podobne zadeve, da bojo starejši povezani, če se nam še zgodijo kakšne take karantene in podobne stvari, kar upamo, da se ne bojo.
Ta druga zadeva pa je, ki se bo začela pa januarja, je pa usposabljanje za to novo platformo, ki jo razvijamo. Kar pomeni, da to je tista neka digitalna rešitev, ki jo ponujamo, je ta nova platforma, ki spodbuja starejše na njim prijazen, njim zanimiv način, da bojo motivirani se nekje vključiti in učiti nove zadeve. Ponujali bomo pa digitalna znanja, ker mislim, veliko klicev recimo že zdaj dobivamo. Jaz imam pa telefon, pa se želim naučiti, kako ga naj uporabljam, ker se poskusim nekaj narediti, pa mi pa nekaj v angleščini piše, pa ne vem, kaj naj naredim, pa ugasnem. Tako da to mislim, da bomo s tem preprečevali oziroma naslovili in jim povedali, kako in kaj ukrepati. Kot rečeno, e-storitve jih bomo učili, bojo imeli tudi na platformi e-učilnice, imeli bomo tudi klepetalnico, forum, da bojo lahko naslavljali te zadeve, tudi virtualna srečanja bomo imeli 30 medgeneracijskih, da jih povežemo, spoznamo in pa seveda nikakor ne gremo mimo vsebin za aktivno in zdravo staranje, ki vključujejo vse, od priprav na upokojitev do zdrave prehrane, gibanja in seveda tudi pravic starejših, ker starizem se pojavlja vse posod in ga je treba nasloviti in je treba starejšim povedati, kakšne pravice imajo in do česa so upravičeni. To imamo pa seveda izzive. Po eni strani sem na začetku izjemno optimistična, kako veliko nas je starejših ljudi, se pravi, ciljna publika je velika, ampak interes, da bi sodelovali z nami, ne morem reči, da ni velik, ampak se zdaj učimo pravega jezika, da z njimi komuniciramo. Zato, ker smo ugotovili, da besede kot ja, boste pa digitalno pismeni, za njih ne pomenijo nič. Tako da se zdaj učimo, na kakšen način ne rečemo, da se jim recimo že po eni strani, da si res želimo, da izpolnijo ta SWOS vprašalnik, da bomo vedeli, na kakšen način oni sprejemajo in obdržijo nove informacije in pa na kakšen način jih bomo povabili, da pridejo na izobraževanja. Tako da s tem se srečujemo, predvsem pa je zadeva taka, da na eni strani tisti, ki so že malce digitalno usposobljeni, tisti nas kličejo, kdaj se bo začelo, kdaj lahko pridem. Mi želimo nasloviti pa predvsem tiste, ki so na ruralnih področjih, kjer imajo manjši dostop do izobraževanj, do aktivnosti za nova znanja, tako da se s tem srečujemo in naslavljamo. To in pa zakaj vse skupaj delamo? Zato, ker želimo dvigati raven digitalne pismenosti, zato, ker želimo ljudi vključiti in jih povezati, ker ko smo povezani, vsi lažje in uspešnejše delujemo in si s tem zvečamo kakovost življenja. Tako da, najlepša hvala. Najlepša hvala. Vprašanja? Mogoče pa jih lahko vseeno prehranimo za pavzo, ki bo čez nekaj minut, ampak ne še takoj. Namreč še nekaj predstavitev nas čaka. Zdaj naslednji naj bi bil Sebastian Peterka, ki je morda z nami. Je tukaj. Pozdravljeni, gospod. Transparency International Slovenija, Društvo Integriteta. Naslov vašega kratkega prispevka pa je digitalno vključeni, medgeneracijska sinergija. Se opravičujem, narobe verjam. Vprašaj državo, enostaven dostop do informacij javnega značaja. Našli smo, hvala, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo in za vabilo na ta dogodek. Jaz bom predstavil naš projekt, ki ga izvajamo v okviru projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo, Vprašaj državo, enostaven dostop do informacij javnega značaja. Kot seveda že ime pove,
se ukvarjamo z lajšanjem dostopa do informacij javnega značaja. Zakaj? Mi smo v bistvu, kljub temu, da zakon velja že skoraj 20 let, srečujemo z nenehnimi težavami tega dostopa v dejanski praksi. Tukaj vidimo, mi smo se ukvarjali že z zakonodajnimi spremembami na tem področju, tako leta 2015 in 2018, ko smo naslavljali nekatere težave, ki smo jih zaznali v praksi, predvsem kar se tiče stroškov dostopanja do informacij javnega značaja, ker enostavno, če ta dostop ni brezplačen ali pa zelo, zelo poceni, enostavno ni dostopen v praksi večini prebivalstva, kateremu je pa ta dostop seveda tudi namenjen. Ampak poleg teh zakonodajnih sprememb, kjer smo sodelovali, v kasnejših letih smo začeli opažati, da prihaja tudi do težav v sami praksi. Se pravi, te zakonodajne spremembe enostavno niso dovolj, da ta sistem nekako avtomatsko deluje sam za sebe. Del tega sistema smo na eni strani uporabniki, na drugi strani pa tudi organi, se pravi zavezanci po zakonu, ki pač dajo na razpolago te informacije. Kot je tukaj napisano, ena izmed težav je nizka ozaveščenost potencialnih prosilcev o tej sami pravici, o obstoju same pravice. Se pravi, večina ljudi se ne zaveda, da lahko na organ javnega sektorja naslovi zahtevek za dostop do informacij javnega značaja, in o tem bom še mogoče malo kasneje govoril. V praksi se pa tudi na strani organov srečujemo z nekimi poskusi omejevanja do dostopa do te pravice. Mi smo pač tukaj izpostavili nek lasten primer, se pravi primer dostopanja do podatkov v primeru nakupa žičnate ograje, ki je postavljen na južni slovenski meji, kjer smo v bistvu, kot vidite tukaj, potrebovali praktično 3 leta, da smo dobili te informacije, od samega zahtevka pa do tega, da so bili dokumenti dostavljeni na naš spletni naslov. Vmes je bilo pa več sporov pred informacijskim pooblaščencem, pred upravnim sodiščem in tako naprej. Mi se v bistvu v tem projektu primarno želimo fokusirati na prosilce. Zakaj? Mi smo v zadnjih letih, mi imamo center Spregovori, to je center za zagovorništvo in pravno svetovanje, kjer že od leta 2014 nudimo brezplačne pravne nasvete prijaviteljem korupcije in drugih neetičnih ravnanj. In v zadnjih letih, kot je tukaj razvidno, dobra četrtina primerov spada na področje informacij javnega značaja oziroma je na nek način povezana z dostopom do informacij javnega značaja, predvsem v smislu, da ljudje, ki sumijo na neko nepravilnost, ne znajo tega preveriti v praksi na strani organa, se pravi, da bi dostopali do nekih dokumentov, ki jih potrebujejo za utemeljitev teh svojih sumov. Zdaj, na eni strani, kot sem že omenil, obstaja neka težava, kar se tiče samega obstoja te pravice. Tisti, ki pa se te pravice zavedajo, imajo pa več težav potem, ko pride do potencialnih sporov z organom, kar pomeni, se pravi, neke delne zavrnitve ali pa popolne zavrnitve, molk organa, se pravi, več teh oblik omejevanja dostopa obstaja v praksi in s tem se enostavno večina uporabnikov zaenkrat še ne zna spopadati. Zakaj? Naša teza je, da je enostavno zato, ker se je v zadnjih skoraj 20 letih, odkar zakon obstaja, večina aktivnosti, ki jih je izvajala država, bila namenjenih organom, se pravi zavezancem po zakonu, ne pa tudi prosilcem, se pravi tistim potencialnim uporabnikom, kar pomeni, da imamo tukaj nek razkorak, se pravi zelo dobro informirane javne organe na eni strani, na drugi strani pa neko splošno populacijo, ki so jim te informacije namenjene, pa enostavno nimajo dovolj znanja in kompetenc z tega področja. Naša rešitev na tem področju je prenos neke uspešne prakse iz tujine.
Se pravi, obstaja neka informacijska rešitev na tem področju, ki se reče Alaveteli, ki je bila razvita v Veliki Britaniji, je pa trenutno implementirana v 31 primerih v državah, v posameznih regijah oziroma zveznih državah v ZDA, obstaja platforma tudi za organe Evropske unije. Ogromno število zahtevkov je bilo že poslanih prek vseh teh platform, recimo britanska, ki je seveda prva in tudi zelo uspešna, 15-20% zahtevkov za dostop do informacij javnega značaja pride preko te spletne platforme. Ta spletna platforma v principu uporabnika oziroma potencialnega prosilca vodi po postopku dostopa do informacij javnega značaja z nekimi nasveti, predvsem pa potem tudi pošlje ta zahtevek, se pravi prosilec preko te platforme pošlje zahtevek, organ potem tudi prek platforme odgovarja prosilcu, ti odgovori pa se shranjujejo in javno objavljajo, se pravi se hkrati oblikuje nek repozitorij vprašanj in odgovorov, ki jih lahko potem drugi potencialni prosilci bodi si uporabljajo zase, kar pomeni, da ne obremenjujejo ponovno organa, ne, ali pa prek tega prihajajo do nekih idej, kako mogoče oblikovati lastno zahtevo. Ne. Tukaj bi sicer mogli biti 3 slike, ampak dobro, ni pomembno. Kar je pa pomembno, poleg vzpostavitve te IT infrastrukture, kar se nam zdi zelo pomembno in tukaj predvsem pride naših 5 partnerjev na projektu v to sliko, je enostavno to, kar sem že prej na začetku povedal, usposabljanje teh uporabnikov. Ne. Se pravi, ne samo ponujanje neke IT rešitve, ki bi mogoče delno lahko naslovila določene izzive, ki smo jih mi zaznali. Mi bomo na terenu v večjih slovenskih regijah izvajali tudi delavnice z nekimi ključnimi ciljnimi skupinami, ki bodo ponujale res te osnovne informacije, kako dostopati do informacij javnega značaja, kako uporabljati spletno platformo in predvsem, kako se odzivati ob teh nekih različnih scenarijih, ki se dogajajo, ne, se pravi, ko se te informacije skriva oziroma kjer organ recimo ne želi posredovati informacije in tako naprej. To je to na kratko z moje strani. Hvala, Sebastian. Gospodična Jerneja Šegatin iz mreže Mama bo predstavila projekt Digitalna nova generacija organizacij Digital NGO. Samo naštimajo. Lep pozdrav še iz moje strani. Eno minutko, da najdemo predstavitev. Takole, danes sem z vami, da bi predstavila naš projekt Digitalna nova generacija organizacij. Že samo s tem, kar je bilo danes že povedano, mislim, da boste z mojo predstavitvijo lahko videli kar nekaj enih sinergij, o katerih smo nekaj že spregovorili, se bomo pa v prihodnosti o njih vsekakor še naprej pogovarjali. Tako, veste, kdo je naš financer, predstavlja pa bi še naš konzorcij. Zavod Mladinska mreža Mama je krovna organizacija mladinskih centrov v Sloveniji. Z nami pa kot projektna partnerja sodelujeta IPM Akademija in Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Naš projekt Digitalna nova generacija organizacij temelji na dejstvu, da NVO s svojim delom vsekakor dosegajo velike učinke na družbo. Izziv, ki ga imamo, je pa kako te učinke prikazati. Tako svojim uporabnikom, tako splošni populaciji, kot seveda tudi odločevalcem. Večina organizacij namreč nima primernih orodij in kompetenc za beleženje učinkov svojih aktivnosti in projektov, ali pa imajo in orodja in kompetence, ampak so to različni programi, nimamo ene skupne zgodbe. Primerna predstavitev konkretiziranih in argumentiranih učinkov dela z ključnimi deležniki in javnosti. To pomeni, nimamo enega skupnega sistema, s katerim bi lahko nastopili in rekli, tole so naši učinki, tole dosegamo, zaradi tega si zaslužimo in prepoznavnost javnosti in dodatno financiranje, ki je pri nevladnih organizacijah vedno znova izziv.
S svojim projektom bomo nevladnim organizacijam in njihovim uporabnikom ponudili orodje za beleženje njihovega dela. Tukaj naj povem, da ta stavek je ena zelo ambiciozna postavka in že samo v projektnem delu, ki je bil opravljen do sedaj, smo sklenili, da se bo na prvi stopnji v času financiranja našega projekta naše orodje fokusiralo predvsem na nevladne organizacije, ki delujejo v mladinskem sektorju, saj je to ekspertiza našega konzorcija. Rezultati, ki jih želimo doseči, je okrepljena moč učinkov nevladnih organizacij, želimo okrepiti zavedanje o pomenu nevladnih organizacij, položaj nevladnih organizacij in, kot že omenjeno, izboljšati dostope do financiranja. Za ta namen smo ustanovili interdisciplinarno skupino s predstavniki različnih nacionalnih in lokalnih organizacij in inštitucij, ki nam je v pomoč pri grajenju naslednjih korakov našega projekta. Pa si poglejmo aktivnosti. Naredili bomo nadgradnjo in razširitev digitalne platforme orodja za beleženje in spremljanje aktivnosti nevladnih organizacij. O tem majčkeno spregovorim še v nadaljevanju, ampak trenutna platforma, ki jo uporablja mreža Mame, platforma Logbook, razvita s strani švedske organizacije KEX in ki je namenjena merjenju učinkov dela mladinskih centrov. To pomeni to še malo ožje, kot se bomo pogovarjali v okviru našega projekta. Prav tako bomo opravili nadgradnjo in razširitev mobilne aplikacije in s tem razvito platformo naredili bolj prijazno in bolj dostopno uporabnikom. Razvili in vzpostavili bomo evalvacijske vprašalnike za spremljanje in obdelavo podatkov za krepitev učinkov mladinskega dela in dela nevladnih organizacij z področja mladinskega sektorja in posledično okrepili kompetence nevladnih organizacij. Seveda bomo kar precej delali na promociji in informiranju o vseh naših aktivnostih. Hkrati bomo, tako kot mislim, da čisto vsi danes predstavljeni projekti, kar nekaj časa namenili tudi direktnemu usposabljanju uporabnikov in sicer na dveh nivojih. Na enem nivoju usposabljanje za uporabo same platforme in aplikacije, ki jo bomo razvili, in na drugem nivoju usposabljanje v informacijski družbi za razvoj in krepitev digitalnih kompetenc za digitalizacijo organizacije. Tukaj vidim, da mi je preskočila zadnja vrstica. Zadnja vrstica izpostavlja še našo redno letno konferenco Digital NGO. Prva je bila v okviru našega projekta že upravljena, še bolj se pa veselimo druge, kjer bo orodje že razvito in se bomo lahko že v praksi pogovarjali, kje smo in kje nismo. Zakaj in kako projekt Digital NGO? Tukaj smo danes slišali že kar nekaj enih vidikov, zakaj je prišlo do razvoja naših projektov. Naš konzorcij pa izhaja iz pomena spremljanja dela nevladnih organizacij. Zakaj delamo in za koga? Tukaj lahko delim eno čisto osebno frustracijo, s katerim mislim, da se je že kar kakšen nevladnik srečal, ampak jaz celo svojo kariero delam v mladinskem sektorju. In moja želja je, da bi v času svoje kariere dosegla, da bi kdorkoli, ki ga ustaviš na ulici in ga vprašaš, kaj dela mladinski delavec, znal to tako dobro povedati, kot če bi ga vprašal, kaj dela gasilec. Zaradi tega, da dosežemo eno splošno prepoznavnost, da so učinki nevladnega dela res jasno prepoznani v splošni družbi. Izhajamo iz uporabniške izkušnje in potreb nevladnega sektorja, predvsem mladinskega, po predstavitvi našega dela in učinkov. Preko tega strukturiranega beleženja in pridobivanja rezultatov pa lahko poleg vseh teh zunanjih učinkov, o katerih sem govorila, dobimo tudi še eno zelo ključno dodano vrednost in sicer, da nam ti podatki omogočajo refleksijo o delu, ki ga upravljamo. Zelo velikokrat se pri nevladnih organizacijah zgodi, da kar delamo malo po občutku. Zdi se mi, da bi v tistole smer mogli iti. Kakšna evalvacija je pokazala? Nimamo pa enega strukturiranega načina, kako bi naše aktivnosti beležili in evalvirali in izboljševali naše delovne načrte korak po koraku. In kot sem že omenila, trenutna uporabniška izkušnja, iz katere črpamo, je orodje Logbook. Je spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela v lokalnih skupnostih, v mladinskih centrih. Že samo z našimi aktivnostmi želimo to razširiti iz tega specifičnega dela mladinskega dela v mladinskih centrih, vsaj na vse nevladne organizacije v mladinskem sektorju. Vsekakor pa naš projekt načrtuje tudi dolgoročen poslovni načrt, v kateremu želimo svoje aktivnosti razširiti na celoten nevladni sektor.
In kaj so naši nameni? Tukaj, sploh pri tej točki, so me stvari, ki so bile danes povedane, že zares navdušile. Saj, kot sem omenila, vidim kar nekaj enih sinergij. Želimo graditi skupnost nevladnih organizacij. Že takoj v prvem nagovoru je bilo izpostavljeno, da zares močni smo lahko samo, če stopimo skupaj in če se uskladimo med sabo. In tukaj mislim, da bomo lahko o tem še kar nekaj spregovorili. Želimo doseči celostno zbiranje, obdelavo in posredovanje informacij do ključnih ciljnih javnosti in odločevalcev. Zelo pomembno nam je združevanje in mreženje nevladnih organizacij sektorja na skupni platformi in predtem seveda še na naših usposabljanjih. Omogočili bomo usposabljanje za krepitev kompetenc zaposlenih, uporabnikov in članov NVO, hkrati pa bo platforma omogočala skupen nastop v javnosti. Potlej bomo vključili še deležnike in strokovnjake, ki bojo sektorju v pomoč pri izpostavitvi veljave našega dela. Končno pa bomo dosegli več kot samo le zbiranje, beleženje, prikazovanje podatkov. Zgradili bomo skupnost nevladnih organizacij, nevladnega sektorja, ki bo sektor krepila in omogočila ustvarjanje skupnih zgodb. Današnji nagovori so v meni res zbudili eno navdušenje, zaradi tega, ker vidim, da je v zgodbo, ki jo rišemo mi sami s projektom, vidite tudi drugi, mogoče v malo drugačnih oblikah. Definitivno pa se bomo oglasili takoj, ko bo naša platforma v fazi testiranja, da vidimo, če lahko tukaj napišemo kakšno skupno zgodbo. Tako bomo skupaj stopili na pot digitalne opolnomočenosti celotnega nevladnega sektorja v Sloveniji. Toliko iz moje strani. Za konec bi povedala še samo, da se moram žal danes posloviti, ker me čakajo še ene obveznosti. Lepo pa prosim, da če bi imel kdorkoli še kakršnakoli dodatna vprašanja ali pa če bi se hotel na kakršenkoli način povezati, da se oglasi na moj mail jerneja.segatin@mreža-mama.si, pa mislim, da bojo tudi organizatorji še posredovali kakšne vsebine. Najlepša hvala.